Slovenija beleži 6-odstotno letno rast uporabnikov svetovnega spleta, ti pa na internetu največkrat iščejo informativne in zabavne vsebine. Temu so se zato morali prilagoditi klasični tiskani in elektronski mediji. S pojavom socialnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, je nagovarjanje uporabnikov postalo še bolj neposredno. Ni tako, kot je bilo včasih v času tiskanega časopisa, ko je bila v bistvu to enosmerna komunikacija. Zdaj je ta komunikacija je zelo pomembno, kaj si tudi bralci mislijo o teh vsebinah. Socialna omrežja predvsem so tako močna, toliko ljudi na njih sodeluje, da je v bistvu to tam, kjer se nagovarjajo uporabniki, torej prejšnji poslušalci, gledalci. Informacij pa ne prebiramo le na klasičnih osebnih računalnikih, temveč vse več na mobilnih telefonih, dlančnikih in tabličnih računalnikih. Dostopnost v vsakem trenutku pa zahteva tudi takojšnje informacije. Ekskluzivna informacija je bistveno več vredna kot recimo neka perfektna kakovostna slika. Se to tudi vse velike tuje medijske hiše objavijo posnetke iz mobilnih telefonov, kjer je vse zamegljeno, ampak pomembno je, da si prvi. Ti novi ljudje, ki predvsem preko spleta ali pa preko računalnikov dostopajo do vsebin, bodo verjetno niso več navajeni tako spremljati televizijo, kot smo jo bili te starejše generacije. Televizija Maribor vam tako poleg klasičnega dostopa do informacij s spremljanjem programa, oddaje in reportaže ponuja tudi na spletnem portalu YouTube. Sveže informacije o dogajanju v severovzhodni Sloveniji pa lahko najdete tudi na naših Facebook in Twitter profilu.